Menim, da je uvedba številke 112 za klic v sili dober evropski projekt, ki je presegal meje Unije. Moje prepričanje temelji tudi na komunikaciji z državljani, ki jo redno izvajam preko družbenih omrežij. Ta mesec sem ljudi povprašala o mnenju glede številke 112 in njihov odziv je bil sijajen, največji doslej. Občutek imam, da ljudje v Sloveniji to številko dobro poznajo in so ji naklonjeni. Pozdravljate, da na tak način skupaj s sodelovanjem poskrbimo za vašo varnost. Nekateri ste mi celo napisali, da ste na to številko že poklicali in da imate z njeno uporabo pozitivne izkušnje. Poslanci smo Evropski komisiji ta mesec na zasedanju Evropskega parlamenta zastavili ustno vprašanje. Z njim smo komisijo pozvali, da pripravi akcijski načrt, ki bo vseboval ukrepe za dodatne izboljšave storitev na številki 112. Zavzeli smo se za podporo boljši osveščenosti ljudi o tej številki, razvoj obveznih kriterijev za zanesljivost določanja lokacije klicatelja, oblikovanje meril za spremljanje zanesljivosti in kvalitete storitve, lažjo uporabo številke za ljudi s posebnimi potrebami ter izvajanje sistema tako imenovane obratne številke 112, kar pomeni, da bi vas preko te številke obveščali o nevarnostih in incidentih.